A veš, večinoma, ko se naprimer pogovarjamo o neki zdravstveni diagnozi, vedno pričakujemo tisto absolutno, skoraj inženirsko natančnost. Ja, seveda. Brez nekih sivih con. Točno. Mislim, človek si zlomi roko, gre na rentgen in slika pokaže tisto ostro belo nazobčano črto zloma. In zdravnik preprosto s prstom pokaže na zaslon ter reče, aha, tukaj imamo problem, zlomljeno. In takšna jasnost nas ful pomirja. Mislim, radi imamo svet, ki ga je dejansko mogoče razdeliti na neke oprijemljive, nedvoumne kategorije. Ja, kjer resnica dobesedno pač žari s tistega črno-belega ekrana. Absolutno. Potem pa odpremo vmesnik z nekim najnovejšim jezikovnim modelom umetne inteligence, in nenadoma ta naš varni rentgenski aparat za iskanje resnice preprosto razpade. Ja, izgine. Pred nami se odpre pokrajina, ki je vse prej kot črno-bela. In ko se ljudje o tem pogovarjajo, ponavadi hitro zaidejo v enega od dveh ekstremov. Ja, tista dva klasična tabora. Tako. Bodisi gre za neko skoraj religiozno navdušenje, kako nam bodo ti sistemi rešili absolutno vse probleme na svetu, bodisi poslušamo apokaliptične scenarije. Na koncu sveta in koncu našega načina življenja. Ja? Točno to. In čeprav se pač neskončno prepiramo o tem, kateri algoritem je za milisekunde hitrejši, popolnoma spregledamo tisto res pravo vprašanje. In to vprašanje je v središču tistega res odličnega eseja z naslovom Platon v stroju, ki ga je napisal Sašo Dolenc. Ja, ta esej je res vrhunski. Ful je dober, ne? In to bo tudi temelj našega današnjega razmišljanja. Kaj namreč sploh pomeni nekaj zares vedeti, ko nam stroj v nekem delčku sekunde servina ta strašljivo samozavesten in, na videz popolnoma pravilen odgovor? Ja, gre za tisti prehod od zgolj iskanja informacij k dobesednemu ustvarjanju resnice. In točno tu se skriva tisti nevidni prelom. Ne gre namreč več samo za to, kako hitro lahko neki sistem zbere podatke z vseh koncev spleta, ampak tako ta navidez magična hitrost in tista retorična popolnost stroja spreminjata naše temeljno razumevanje tega, kaj je sploh resnično. Zelo dobro rečeno. Ampak preden greva v te globoke filozofske razsežnosti, se morava najprej znebiti ene od tistih najbolj nadležnih tehničnih poenostavitev. Vem, kam ciljaš. Ja, vsakič, ko nanese besede na te sisteme, se najde nekdo, ki tako z rahlo pokroviteljskim tonom zamahne z roko in reče, dejte no, to so zgolj neki glorificirani kalkulatorji, ki preprosto napovedujejo naslednjo besedo v stavku. Papagaji. Bazični tehnični ravni res je ta trditev zgrešena na tako, monumentalni ravni, da popolnoma zamegli sliko. Se strinjam, absolutno. Reči to, da stroj samo napoveduje naslednjo besedo, je, približno tako, kot če bi jaz zdajle trdila, da naši možgani ne počnejo ničesar drugega kot zgolj prenašajo neke električne impulze. Ta primerjava z možgani popolnoma zadene bistvo. Če bi recimo na vprašanje, kaj je človeška zavest, odgovorili s tem, da so to samo natrijevi in kalijevi ioni, ki skačejo čez neke celične membrane. Ja, s tem nismo pojasnili ničesar. Nismo pojasnili absolutno ničesar. Nismo razložili tistega občutka nostalgije o poslušanju stare plošče ali pa kreativnosti. Proces učenja pri teh velikih jezikovnih modelih gre namreč nepredstavljivo dlje od zgolj iskanja naslednje besede. Razčlenimo tole. Kaj točno potem sploh počnejo? Sistem ne brska po nekem neskončnem tvrdem disku, Ne išče ključnih besed po zbirki arhiviranih spletnih strani, kot to počnejo recimo klasični iskalniki, naprimer Google. Mehanika v ozadju, tisti pravi matematični proces, je srčika te iluzije razumevanja. Zadrživa se tukaj za trenutek, ker to se mi zdi ful pomembno. Če stroj torej ne išče ključnih besed po bazi, kaj natančno potem dela s tem gromozanskim kupom vseh teh digitaliziranih besedil, ki smo mu jih vrgli v predelavo? Pretvarja jih. Dejansko jih prevaja. Pretvarja? Kako misliš? Model celotno besedilo, absolutno vse knjige, članke, forume, dobesedno stisne v neko matematično strukturo. V tisto, čemur strokovno pravimo vektorski prostor. Vektorski prostor. Ja, sistem ustvari nek ogromen večdimenzionalen prostor, kjer vsaka beseda, vsak koncept dobi svoje natančne matematične koordinate.
Temu procesu se po angleško reče embeddings oziroma vlaganje. In algoritmi ne iščejo le črk, iščejo ponovljive vzorce in skrita pomenska razmerja. Aha. Dejansko zgradijo nekaj, kar bi v eseju označili kot geometrijo pomenov. Geometrija pomenov. To se sliši res precej abstraktno. Mislim, kako si ta večdimenzionalen prostor sploh lahko predstavljava v praksi? Ker vsi poznamo tiste 3D grafe iz srednje šole z X, Y in Z osami, ne? Ampak tukaj govorimo verjetno o tisočih dimenzij. Več tisoč dimenzij, ja. In najlažje je to pojasniti z najslavnejšim primerom iz samega razvoja te tehnologije. Vzemiva recimo pojma kralj in kraljica. Ok, kralj in kraljica. V tem nepredstavljivo velikem matematičnem prostoru sta si ti dve koordinate neverjetno blizu. Ampak, a veš, to ni zato, ker bi neki programer v kodo ročno opisal njuno slovarsko definicijo ali pa vnesel pravilo o monarhijah. Se pravi, ni nekdo napisal, kraljica je ženska verzija kralja? Ne, absolutno ne. Stroj ju je postavil skupaj povsem sam, izključno na podlagi tega, kako sta se ti dve besede obnašali v milijardah stavkov, ki jih je pač prebavil. Prepoznal je njuno relacijo. Wow. In še več, vektorska matematika postane tukaj naravnost srhljiva. Če v tem prostoru vzamemo koordinate za besedo kralj in od njih čisto matematično odštejemo koordinate za besedo moški in nato prištejemo koordinate za besedo ženska... Čakaj. Hočeš reči, da dobesedno računa za besedami? Dobesedno algebra. In ko to naredi, naš algoritem pristane natančno na koordinatah za besedo kraljica. Noro. Se pravi, sistem dejansko ni zgolj prebral besedila, ampak je izklesal strukture razmerij. Naučil se je teh algebraičnih enačb človeških konceptov. Točno to, da. In to ne, da bi imel sploh kakršnokoli zavestno idejo o tem, kaj je to sploh moški, kaj je ženska ali pa kaj je monarhija. Premika se izključno po nekem zemljevidu in tako sestavlja odgovore. In veš kaj, ko vidimo ta prehod iz nekega robustnega ugivovalca besed v to aktivno geometrijo pomenov, se po mojem nenadoma odpre ena čisto nova zgodovinska perspektiva. Na kakšen način to misliš? Ja, če pogledamo nazaj v preteklost, vidimo, da so ljudje vedno skušali nekako ukrotiti in urediti obseg svojega znanja. In tisti prvi resnično prelomen dogodek je bila zagotovo tista velika razsvetljenska enciklopedija. Diderotov poskus, da bi preprosto popisali vse, kar človeštvo tisti trenutek ve. Ja, enciklopedija je bila izjemna. Res monumentalna arhitektura, a njena glavna pomanjkljivost je bila seveda statičnost. Jasno, ko je enkrat natisnjena, je konec. Ja, postala je zgolj arhiv. Jezikovni modeli pa so po svoji strukturi čisto diametralno nasprotni. So dinamični. Dejansko delujejo kot neka dejavna enciklopedija, ki se vsakič znova unikatno prilagodi specifičnemu vprašanju. In prav tu je tisti skok, ki v celoti spremeni našo sliko. Aha. Ta gigantski matematični prostor modela nas iz Silicijeve doline vrže neposredno v staro Grčijo. Čakaj, kam natančno? 2500 let nazaj. Neposredno v osrčje Platonove teorije idej. Wow. Platonov svet idej. Priznam, da ko vsakodnevno vnašam ukaze v tisto pogovorno okno in ga prosim, za povzetek nekega dolgočasnega sestanka, res nimam v glavi antične filozofije. Verjetno redko kdo ima. Namreč predpostavljal, da za vsemi temi predmeti okoli nas, vzemimo na primer navadno mizo, za vsako leseno ali pa kovinsko mizo, nekje drugje obstaja tista absolutna, popolna in nespremenljiva ideja mize. Tako je tista prava forma. In to, kar mi dejansko počnemo s temi jezikovnimi modeli danes, je pravzaprav to, da ustvarjamo digitalno repliko tega sveta. Stroj je prebral milijarde teh nepopolnih, umazanih človeških tekstov in iz njih izluščil te abstraktne forme. Oživil jih je na svojih strežnikih. Dobesedno smo zgradili platonistični raj na procesorjih, ja. Model hrani izključno abstraktna razmerja med pomeni. Vendar, in to je zelo pomembno, se morava tukaj ustaviti. Ok, zakaj? Ker v tej genialni primerjavi tiči en res masiven problem. Prepad med Platonom in našim digitalnim modelom namreč leži v enem samem, a absolutno kritičnem konceptu. Katerem?
v razliki med nečim, kar je normativno, in nečim, kar je zgolj deskriptivno. Normativno proti deskriptivnemu. Okej. To morava zdaj temeljito razstaviti, ker se mi zdi, da točno tukaj tehnološka podjetja najbolj meglikajo resnico o teh orodjih. Pa poglejva Platonov svet. Njegov svet idej je bil v samem bistvu normativen. To pomeni, da je bil ultimativno merilo. Merilo zakaj? Za resnico in dobroto. Ideje so bile popolne in edine zares resnične. A se spomniš tiste slavne prispodobe o votlini? Ja, kjer so ljudje uklinjeni gledali sence na steni, ne? Točno. Sence, ki so padale zaradi ognja za njimi. In te sence so bile popačene iluzije vsakdanja. Ideje pa so bile tisto pravo sonce zunaj jame. In ta normativnost je pomenila, da pač obstaja nek zunanji višji standard, ki loči laž od resnice. Aha, razumem. Kaj pa naš matematični prostor? Ta naš jezikovni model pa je strogo in neizprosno zgolj deskriptiven. Aha. Se pravi, da samo popisuje stanje stvari, kakšne so pač bile ob tistem trenutku, ko je nastal. Ne zanima ga sploh, kaj je prav ali pa kaj je resnična resnica, ampak zgolj tisto, kar se statistično največkrat pojavi v tekstih. Ja, zanje pogostost dobesedno enaka resničnosti. In vsi vemo, da tisto, kar se 100-krat ponovi na nekih spletnih forumih ali pa družbenih omrežjih, ponavadi niti približno ne odseva prave resnice. Mislim, model očitno ne poseduje nobenega mehanizma, pač absolutno nobenega detektorja laži, s katerim bi lahko razlikoval med tem, kar je dejansko res, in tistim, kar ljudje samo vztrajno in na glas ponavljajo. Natanko to. In to je tisti prelom, o katerem sva pregovorila. Če sistem v sebi nima detektorja laži, če je narejen tako, da zgolj kot gigantsko ogledalo zrcali tista naša najbolj konzistentne vzorce nazaj k nam, kdo je potem tisti, ki loči seme od plev? Ja, dobro vprašanje. Kdo? Kdo prevzame tisto težko, normativno vlogo sodnika? Brez dvoma. Mislim, celotno breme pade nazaj na človeka, ki sedi pred tistim ekranom. Jaz kot uporabnica sem tista, ki mora buliti v ta perfekten, slovnično brezhiben in strašljivo samozavesten odgovor stroja. In na koncu določiti, a gledamo resnično idejo ali pa zgolj v še eno tisto senco na steni jame. Ja, model poda zgolj najverjetnejši predlog. Ti moraš pa potrditi njegovo veljavnost. To intelektualno delo je zdaj izključno tvoje. Moram te pa na tej točki resno izzvati. Izvoli. Razumem to celotno teorijo, da model nima obrajene resnice. A ko v praksi dejansko uporabljam te najnovejše modele in, mislim, tu ne govorim o tistih nerodnih poskusih izpred 3 let, vidim nekaj ful fascinantnega. Aha, povej primer. Pred kratkim sem iskala zelo zapleteno razlago nekega res obskurnega davčnega zakona in prepletov z dedovanjem. Vtipkala sem svoj problem in dobila odgovor, ki pač ni bil le zbirka dejstev. Bil je neverjetno strukturiran, prefinjen, zelo logičen. Verjamem, ja. Vseboval je argumente za, argumente proti, podal je primere in na koncu celo dodal pomisleke o tem, česa izrecno ne sme trditi z gotovostjo. Oblika te razlage je bila dobesedno milijonkrat boljša, kot bi jo dobila od nekega poprečnega, četudi razgledanega svetovalca iz mesa in krvi. In tu se mora človek res vprašati, kako lahko midva zdaj tukaj trdiva, da sistem ne ve, če pa mi poda tako popolno utemeljitev. Tu pa trčiva v, bi rekel, najnevarnejšo past te tehnologije. Zamenjujemo odlično obliko za vsebino. Kako to misliš? Vsebina zdaj čuzes vse možne, ampak oblika pa trdi ne bomo nič pokazali. Dejstvo je, da je koherenca teh sodobnih razlag, ki jih generira UI, naravnost vrhunska. Stroj je postal pač ultimativni retorik. Vendar pa moramo res kirurško natančno ločiti kakovost razlage od vrste znanja, ki zanjo stoji. Okej. Kakovost razlage od vrste znanja? Problem namreč ni več v tem, da bi stroj govoril nesmisle. Problem je v anatomiji samega znanja. Znanje namreč ni enako pojasnilu. Da ti dam primer. Ko inženir podpiše načrt za nov most, a za njim stoji zgolj lepa logična argumentacija o razporeditvi sil. Ne, seveda ne.
stoji cel kup zelo specifičnih izračunov in seveda let inženirskih izkušenj v praksi. Stoji še nekaj mnogo globšega, veš, nekaj posebno družbenega. Stoji tisto, čemur pravimo koža v igri oziroma prevzemanje osebne odgovornosti. Aha, skin in the game. Točno. Ko inženir naredi načrt za most in most varno stoji, je to pač dokaz njegove usposobljenosti. Če pa on poda briljantno utemeljitev in lep tekst, a se most v praksi zaradi neke drobne napake poruši, ta človek nosi resne posledice. Ja, gre lahko tudi v zapor, ne? Izgubi licenco, zapravi ugled, gre v zapor. Njegove besede in njegovi izračuni imajo težo izključno zato, ker on zanje žamči svojim življenjem in svobodo. Prav tako zdravnik jamči za tisto diagnozo, ki so jo omenila na začetku. Ja, to je res močna primerjava. Stroj pač absolutno nima te opcije. Stroj ne more iti v zapor, če je tisti njegov davčni nasvet napačen in mi inšpekcija potem zapre podjetje. Niti podrazno. Nima licence, ki bi mu jo lahko vzeli, in zagotovo nima občutka sramu pred kolegi. On z enakim tonom in z enako robotsko gotovoščo napiše perfekten načrt za gradnjo hiše ali pa povsem izmišljen postopek o tem, kako svinec doma v garaži pretvoriti v zlato. Ja, pač ničesar nima za zgubiti. Njegova beseda, tehnično gledano, ni vredna popolnoma nič. In tu pridemo do bistva. Znanje zunaj strukture te osebne in inštitucionalne odgovornosti sploh ni znanje. Celoten znanstveni aparat, ki smo ga zgradili v družbi, recenzije, burne konference, preverjanje hipotez, to je pravzaprav infrastruktura dvoma. Zanimivo. Infrastruktura dvoma. In ta infrastruktura poskrbi, da ko nekdo objavi nekaj novega, prevzeme na se tveganje. Model pa ne počne ničesar od tega. Deluje v absolutni izolaciji, povleče povprečja iz arhivov in zgradi tekst brez kakršnega koli tveganja ali pa udeleževanja v svetu. Ja. In to je tisti spoznavni preskok, ne? Pojasnilo, ki je ločeno od odgovornosti, še ne tvori znanje. Vedno nujno zahteva nosilca, nekega človeka iz mesa in krvi. In ob tem se potem tudi precej zmanjša tista panika izpred par let, ko smo se dejansko vsi bali predvsem teh tako imenovanih halucinacij umetne inteligence, ne? Tiste so bile slavne, ja. A se spomniš tistih bizarnih zgodb o tem, kako si je ChatGPT dobesedno pač z vsemi podrobnostmi izmislil neke neobstoječe sodne primere in potem so jih odvetniki dejansko prenesli na sodišče v uradnih dokumentih. Takrat smo vsi mislili, da so prav te tehnične laži tista prava smrtonosna grožnja tehnologije. Ja, ampak halucinacije so po definiciji predvsem nek tehnični problem algoritmov. In z vsako novo iteracijo so te napake pač redkejše. Prava, tista globoko sistemska nevarnost, ki dejansko spreminja družbo od znotraj navzven, sploh ni v tem, da nam bo stroj ponudil napačen odgovor. Kaj pa je tista prava nevarnost? Prava nevarnost je skrita v naši coni udobja. Nevarnost tiči v naši lastni polenjenosti. Hitrost in briljantna oblika odgovorov nas bosta sčasoma naučili, da se prenahamo spraševati po njihovem izvoru in nehamo dvomiti. Ker iskreno povedano mislim, zakaj bi obiskala neko knjižnico, prebrala 3 nasprotujoči si strokovne knjige, iskala nianse in ob tem preživela res celo popoldne v neki naporni frustraciji, če mi lahko pa vmesnik v dobesedno 2 sekundah stanca lep, uravnotežen povzetek, ki po tonu zveni kot ugleden profesor. Ja, pač nima smisla, logično. Tista naravna človeška zahteva po nekem intelektualnem naporu enostavno izpari. Postanemo pač odvisni od te vate hitrih odgovorov. Možgani pač naravno težijo k iskanju nekih bližnjic in prihrankov energije. In sistem nam omogoča natanko to. Ponuja nam nekaj, kar bi lahko v bistvu definirali kot statistični konsenz preteklosti. Statistični konsenz preteklosti. To pomeni zelo matematično povprečje vsega tistega, kar se je pretežno pisalo do trenutka, ko se je model prenehal učiti. Problem pa je, ker človeški napredek in dejansko razumevanje ne nastajata z vlečenjem povprečij starih tekstov. Znanost namreč zahteva deliberativni konsenz. Deliberativni konsenz. To se sliši zapleteno, ampak misliš torej soglasje, ki se rodi izključno iz nekega nenehnega konflikta, razprave in predvsem dvoma o tem, kar mislimo, da že vemo.
Točno to. Brez dvoma in tistega rigoroznega spraševanja pač ni napredka. In tukaj nastopi ta zvita past. Umetna inteligenca nam ne prepoveduje razmišljati, ne? Noben sistem ti ne bo zaklenil knjig ali pa prepovedal vprašanj. To je res. Naredil bo nekaj veliko bolj sofisticiranega. Ponudil nam bo tako prijetno, tako hitro in vizualno tako prepričljivo iluzijo gotovosti, da se bomo sami in povsem prostovoljno preprosto odvadili procesa postavljanja vprašanj. Ustavili se bomo pri prvem odgovoru. Wow, to pa deluje res kot nekakšna tiha, masovna intelektualna anestezija. Lepo rečeno, ja. Ustvari se tak lažen občutek, da nenadoma vsi na planetu vemo čisto vse, ker imamo pač tega univerzalnega genija dobesedno v žepu na telefonu. V resnici pa se zgodi le to, da smo začeli čisto pasivno in nekritično konzumirati pogrete matematične vzorce iz preteklosti. Tako je. Vrvež debate se utiša. Ja, utiša in preide v tiho pritrjevanje tem zgeneriranim stavkom. Zgradili smo tehnološki čudež, ne? Najboljšo aktivno enciklopedijo vseh časov, ki nam je dejansko omogočila ta digitalni dostop do Platonovega sveta idej. Ampak obenem smo ustvarili tudi najprivlačnejši nadomestek za človeško avtonomno razmišljanje doslej. In če te ironije ne vzamemo resno, se nam lahko hitro zgodi, da se bomo z veseljem znova obrnili nazaj in zakorakali v tisto zloglasno Platonovo votlino. Z lastnimi rokami si bomo nadeli verige ignorance, preprosto zato, ker je v tisti temi 100-krat bolj udobno sedeti. In veš kaj? Ker sva ravno pri tej prispodobi, bi se tukaj ustavila ob enem detajlu, ki pa celotno zadevo naredi, po mojem mnenju, resnično srhljivo. Aha, kakšen detajl? Če sva spet nazaj v tišti antični jami in ponovno strmiva v te obrise na kameniti steni, morava priznati eno orjaško razliko. Kakšno razliko? Ja, sence včasih v Platonovem času so bile meglenih oblik. Blede, trzajoče in nejasne v soju tistega pleščočega ognja. Sence, ki jih mi opazujemo danes, te sence, ki jih model izplune na naše zaslone, te niso več meglene. Naše moderne sence so izrisane v kristalno čisti 4K ločljivosti. To je zelo dobra primerjava. Res je. So živo barvite, zgrajene z vsemi vejicami na pravem mestu in so dejansko hipnotično prepričljive. Nič čudnega, da se jim vsi tako radi predamo, ne? Začele so izgledati resničnejše od te kompleksne konfliktne realnosti zunaj jame. Zelo lep primer te ločljivosti iluzije. Včasih smo pač laži in napake prepoznali po tipkarskih škratovih ali pa po nelogičnih preskokih v tekstu. Danes te varovalke preprosto ni več. Ja, popolnoma je izginila. Model nam namreč s pomočjo popolne statistike proda to idealizirano formo, ki skrije vso tisto organsko zmedo trenutne resničnosti. In zato so ti stroji izjemna matematična orodja, a niso in dejansko nikoli ne morejo biti zamenjava za odgovornost iskanja pravega znanja. Za sam konec današnjega pogovora bi pa to misel o naši kristalno čisti votlini rada potisnila še zadnji korak čez rob. Ena taka misel, o kateri se splača presneto dobro razmisliti vsakič, ko dejansko uporabimo ta orodja. Ok, poslušam. Vsa ta trenutna geometrija pomenov, o kateri sva govorila, vse to stoji na temeljih besedil preteklosti, a ne? Na milijardah strani tekstov, ki so jih s krvjo, znojem, medsebojnimi spori in prevzemanjem hudih osebnih odgovornosti skozi stoletja ustvarjali ljudi iz mesa in krvi. Na starem organskem znanju. Ja, ampak kaj se bo zgodilo z našim znanjem v zelo bližnji prihodnosti? Aha, tu pa prihajamo do roba tako imenovanega kolapsa modela. Do tistega trenutka, ko se povratna zanka informacij začne dobesedno zapirati sama vase. Točno to. Kaj se bo zgodilo, ne vem, čez nekaj let, ko se bodo nove generacije jezikovnih modelov začele hraniti pretežno s tistimi teksti in razlagami, ki so jih že ustvarili in prežvečili prejšnji modeli umetne inteligence? Ja. Ko bo splet preplavljen s popolno oblikovanimi, a v bistvu popolnoma izpraznjenimi povzetki povzetkov. Ja, bodo tiste kristalne sence na steni naše moderne votline počasi začele metati svoje lastne, še bolj zglajene sence. In ko se bomo vpletli v to neskončno spiralo senc, ki projicirajo sence,
Se sprašujem, ali se bomo sploh kdaj še sposobni obrniti, pač pretrgati te verige tistega lahkega ugodja in pogledati nazaj proti zmedenemu, a pravemu, odgovornemu izvoru znanja zunaj. To je tisti resnični grenak dvom. In s tem dvomom se bo očitno moral soočiti vsak izmed nas, naslednjič, ko mu stroj na zaslon izpiše tisto prelepo, neskončno varno in neizpodbitno pojasnilo. Sence, ki rišejo sence. Čudovita in hkrati zelo strašljiva sinteza prihodnosti. Ob tem bomo danes verjetno vsi malo težje zaspali.